Kakšna guma, 315, 35, 20. Kaj mislite, kateri avto je tole? M3? Ne, prevelika je. M5? Ne, preveč prostora ima klede od zgori. Tole je BMW X6, verjetno eden najbolj nesmiselnih avtomobilov modernega časa, osovražen strani ekologov in tistih, ki se ga seveda ne more privoščiti. Ampak tudi, če vam ni všeč, morate priznati, da izgleda zelo pompozno. Mislim, da je ravno to razlog za uspeh, ker se je prvo generacijo prodalo v skoraj 250 tisoč primerkih po vsem svetu. Že samo zato si avto zasluži spoštovanje, ker je očitno dovolj pozerski in vzvišen do ostalih avtomobilčkov, da si ga je določena skupina voznikov še posebej zaželela. Ko se boste prvič usedli vanj, se vam bo zdela notranjost krasna. Res je veliko prostora in materiali so odlični, počutje je pa vseeno vsaj malo utesnjeno zaradi nizko padajoče strehe. Mimogrede, vozniki X6 niso nesramni, ker se ne umaknejo in podobno, ampak vas včasih enostavno ne vidijo, tako da bodite strpni. V vseh letih udejstvovanja sem se naučil, da ima vsak avtomobil neko svojo skupino kupcev, zato moram biti previden pri kritikah. Velikost tega avtomobila je recimo absurdna, ker podobno velik in bolj kvadraten avtomobil požre še pol več ljudi in prtljage. Tudi masa je skrepko več kot 2 tonama v današnjem času vse kaj drugega kot ekološko sprejemljiva. Ampak motor je lahko celo zmerno varčen, ko ob res nežni nogi porabi okoli 9 litrov, predvsem pa je čist. Seveda pozabite na tovarniško porabo 6 litrov, ki je zelo milo rečeno komična, ampak zadeva konkretno potegne tudi s 3-litrskim turbodizlom. 190 kW ima tole, bolj natančno 258 konjev in kar 560 Nm navora pri že 1500 vrtljajih. No, zato vleče. Osemstopenjski samodejni menjalnik je vrhunski, pogon tudi lepo deluje, avto pa ni niti malo udoben. Čez ovinke se glede na maso dokaj dobro pelje, ampak ves čas deluje kot napeta struna, ker je tako visok in ker ima tako nizko presečne pnevmatike. To si zapomnite, ker udobja tukaj ne boste dobili, prav tako prav nobene športnosti, le veliko vzvišenosti in kvalitetnega prostora. Cena? Tale dobrih 100 jurjev, nič nepričakovanega torej, ne? Če pa samo ena guma stane 400 €, normalno. Ja, kdor ima, da.